Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o novih prostorih Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, obnovi Vodnikove domačije v Šiški in hiše najstarejše trte v Mariboru, 70-letnici delovanja letovišča Rdečega križa v Punatu, čebelam najprijaznejši občini Ravne na Koroškem ter o prazničnih prireditvah in mednarodni razstavi jaslic v Vojniku. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Na Miklavžev dan so se v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana razveselili prenovljenih in dozidanih prostorov. Vse skupaj je odprl minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Sicer pa lahko povemo tudi, da je projekt prenove in dozidave prostorov v vrednosti 3,18 milijona evrov sofinanciran iz sredstev investicij ukrepa ozelenitve izobraževalne infrastrukture v Sloveniji v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, torej gre za evropska sredstva, iz državnega proračuna pa so primaknili 1,16 milijona evrov. V studiu se nam je pridružila direktorica zavoda Bernarda Kokal. Naš zavod je res velik, oziroma ena velika hiša in problem prostora oziroma pomanjkanje prostora se je že izkazal pred približno 10 leti, ko je naraščalo število otrok z avtistično motnjo in ki so se skozi zakonodajo vključevali tudi v programe enakovrednega izobrazbenega standarda, to se pravi tudi v našo hišo. Moj predhodnik, takratni direktor Boris Črnilec, je že v prvi fazi uspel postaviti nek nov standard, kar se prostorov tiče, in smo tako leta 2019 zaključili prvo fazo prenove. Pridobili smo prostor oziroma učilnice za osnovno šolo predvsem in pa uprava se je izselila iz prostorov v novejši del nad zdravstveno enoto. Hkrati že z zaključkom teh del se je pa dejansko začela ta drugi del obnove, ki pa se je zaključil z petkovo otvoritvijo. V tem delu smo pridobili predvsem obnovljeno kuhinjo in pa lepo, moderno jedilnico, kar je pripomoglo predvsem k eni, že zdaj opažamo, veliki izboljšavi prehranjevanja oziroma na kvaliteti prehranjevanja v našem zavodu, česar sem izredno vesela. Tukaj je bilo res veliko narejenega in se mi zdi, da je to tisto okolje, kjer otroci, pa tudi zaposleni, potrebujemo ustrezen in primeren prostor za ta del dejavnosti, ki ni tako nepomemben. Potem smo ob tem pridobili še 2 učilnici za praktični pouk, in sicer moderno učilnico kuhinjo, pravzaprav za pouk gastronomije in pa slaščičarstva, ter rastlinjak, v katerem se učijo in delajo otroci dijaki v programu Vrtnar. V drugem delu, kot prizidek zdravstvene enoti, smo pa pridobili prostor za delovno terapijo in za fizioterapijo, za 3 pisarne in pa za 6 prostorov za terapevtsko obravnavo. Razumeti je iz teh besed, da je vaše delo res zelo razvejano, ukvarjate se tako z najmlajšimi kot tudi potem starejšimi. Izobraževanje poteka na več ravneh. Morda še beseda 2 o vašem delu nasploh. Ja, mi res vključujemo otroke od vrtca, od 1. leta starosti oziroma takrat, ko pridejo v našo hišo, pa do vključujočih tam 24-25 let že odraslih mladostnikov, ko zaključujejo srednjo poklicno šolo. V vrtcu imamo program za gluhe in naglušne in za otroke z govornimi in jezikovnimi motnjami. V osnovni šoli izvajamo 3 različne programe, in sicer enakovredni izobrazbeni standard za gluhe in naglušne otroke, potem za otroke z govornimi in jezikovnimi motnjami in pa program za otroke z avtističnimi motnjami. Medtem ko pa se program z nižjim izobrazbenim standardom pa se v naslednjem šolskem letu izteka. V srednji šoli pa izvajamo kar 19 različnih programov na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter zaključujemo tudi s poklicno-tehničkim izobraževanjem. Se pravi, lahko bi rekli, da je za gluhe in naglušne vendarle ena dobra možnost tudi za poklicno pot potem naprej. Kaj bi rekli, kje je Slovenija na tem področju? Glede na to, da se kar poskušamo mednarodno vključevati v mrežo podobnih ustanov, kakor je naša, vidimo, da je trend podoben tudi v evropskem prostoru.
prav povsod, razen mogoče 2 izjem, se podobne institucije, kot je naša, vključujejo v sistem izobraževanja, kjer se poleg gluhih in naglušnih vključujejo v istih programih tudi mladostniki z govorno-jezikovnimi motnjami in pa tudi otroci oziroma dijaki z avtizmom. Pestrost izbire v naši poklicni srednji šoli je povezano s tem, da je dejansko za gluhe in naglušne v rednih poklicnih šolah ni veliko možnosti, ker so stvari povezane tako z hrupom in s prilagoditvijo prostorov, z prilagoditvijo mest v končni fazi v učilnicah, z prisotnostjo tolmača v razredu, tako da teh posebnosti je kar nekaj. Poskušamo zagotavljati, je pa res, da je število dijakov, če gledam na srednjo šolo, v manjšini, napram samo ostalim, vendar jim omogočamo, da je vsaj v večini ur prisoten tolmač in da imajo pri predmetih, kot je slovenski jezik, angleški jezik, tudi slovenski znakovni jezik, pouk ločen od ostalih. Velja, se pravi, veseli ste novih prostorov, zavod s tem gotovo pridobiva na svoji kakovosti, vključujete pa verjetno tudi iz vse Slovenije, ali je izključno vezano vključevanje otrok iz ljubljanskega konca in okolice? Mi smo edina institucija v slovenskem prostoru, kamor se dejansko dijaki vključujejo tudi v prilagojene programe poklicne šole. Zato imamo tudi dom. Dijaški dom tudi deluje. Dijaški dom, kjer pa imamo seveda premalo prostora in to je tudi ena izmed dejavnosti, ki jo želimo v prihodnosti poskušati rešiti, tako da kar za več kot polovico vzgojnih skupin sodelujemo z Dijaškim domom Vič, ki so nas prijazno sprejeli in tako imamo vzgojne skupine tudi tam. Z direktorico Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana Bernardo Kokal sem se pogovarjala Tanja Dominko. Radio Ognjišče v vašem kraju. Največja turistična znamenitost Maribora je najstarejša trta na svetu, ki raste v starem mestnem jedru, na Lentu, in je od leta 2004 vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Vzpenja se po stavbi, ki je bila nekoč del mestnega obzidja. Hiša najstarejše trte je svoja vrata za javnost odprla pred 17 leti, do zdaj je gostila že več kot 700 000 obiskovalcev. Ker so želeli še izboljšati njihovo izkušnjo, so se v štajerski prestolnici odločili obnoviti notranjost. Del so se lotili v začetku poletja, zdaj so končana. Ob predstavitvi novinarjem je direktor Mariborskega zavoda za turizem Jure Struc povedal. Pri sami uporabniški izkušnji mi vedno gledamo precej daleč naprej. Intenzivno se ukvarjamo z milenijci, ki so zdaj v tem trenutku več kot 40% delovne sile, imajo tudi večji del kupne moči in seveda bo treba gledati, na kak način oni uživajo turizem. Na eni strani našo najstarejšo trto oblikujemo tako, da se bodo domačini v njej dobro počutili, v ta prostor bomo spuščali tudi tisti, ki nas obiskujejo. In ti, ki prihajajo, niso več nujno na misiji Hamburg-Pak ali Hamburg-Dalmacija, ampak želijo po poti avtentičnih izkušenj. To pa pomeni, da moramo mi biti pristni in jim ponuditi najboljše, kar to okolje zmore. Na novo vgrajena okna naj bi hiši najstarejše trte omogočila nekaj naravne osvetlitve in jo tesneje povezala z dogajanjem na ploščadi pred njo. Na tleh je ostal ohranjen mozaik kiparja Igorja Orešiča, ki zdaj prihaja bolj do izraza, je ugotavljal Struc. Prej se nam je ta mozaik kar nekako izmuznil vedno, ker je bilo toliko drugih vsebin. Zdaj pa mislim, da vsak, ki bo vstopil v hišo najstarejše trte, ne bo mogel mimo njega in mimo zgodb, ki se prepletajo v tem mozaiku. Hiša najstarejše trte je dobila tudi hlajeno trgovino, dolgo mizo za degustacijo in vrsto digitalnih vsebin. Izhodišče ali pa cilj celotne naloge pa je bil zavedanje, da je ta prostor umetnosti, namreč umetnosti življenja 400-letne trte. In ki pravzaprav to umetnost razširi na umetnost vinarstva, umetnost dobrega počutja, likovno umetnost, ki pravzaprav spremlja vinsko zgodbo in obiskovalci bojo presodili, ali nam je uspelo. Je pojasnil arhitekt Stojan Skalicki. Prenova je stala približno 715 000 evrov. Nekaj manj kot 330 000 evrov je prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Brez teh vložkov države ne moremo pričakovati, da bodo lokalne skupnosti sposobne, zmožne same
vzdrževati in prenavljati tako pomembne objekte. Je opozoril Struc. Uradno odprtje prenovljene hiše najstarejše trte bo v drugi polovici decembra. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognišče v vašem kraju. V Šiški so 6. decembra odprli prostore obnovljene Vodnikove domačije rojstne hiše Valentina Vodnika. Velja za osrednjo šišensko kulturno ustanovo. Njeno upravljanje je leta 2015 prevzel Inštitut za neprofitno komunikacijo Divja misel s Tino Popovič na čelu. Domačija je bila skoraj 2 leti v celostni obnovi, ki je zagotovila poleg statične in požarne varnosti tudi nekatere programske spremembe, in sicer smo na domačiji dobili nov prireditveni prostor z zunanje notranjim odrom, ki bo spomladi zaživel kot knjigarna z odrom in barom. Zdaj, decembra ob odprtju, pa v tem prostoru odpiramo decembrski sejem ilustracije. Vodnikova domačija je z obnovo tako pridobila 2 odra, do nadaljnega bodo vsi dogodki, na katere vabimo, potekali v dvorani na podstrehi. Omenjeni sejem ilustracije na domačiji poteka že 10. leto zapored. Do 24. decembra si je na njem možno ogledati in kupiti ilustracije 30 najvidnejših domačih ustvarjalcev, od častitljivih starosti do sijajnih mladih. Na voljo so tako originalna dela kot podpisani printi, omejenih in neomejenih serij v okvirih in brez. Na sejmu, ki poteka tudi po spletu, je na voljo tudi izbor ilustriranih knjig sodelujočih avtoric in avtorjev. Kot poudarjajo na Vodnikovi domačiji, je eno ključnih vprašanj, s katerim se ukvarjajo, kako podpreti ustvarjalke in ustvarjalce. Zato na prenovljeni domačiji vzpostavljajo skupno sobo za pisanje in ilustriranje in vabijo vse zainteresirane k prijavam. Ustvarjalce bodo podprli tudi s simbolično štipendijo v višini 100 evrov mesečno. Prijave za leto 2025 zbirajo do 20. decembra oziroma do zapolnitve mest. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognišče v vašem kraju. Mariborski Rdeči križ že 70 let izvaja program letovanja otrok na morju. Govorimo o počitniškem domu v Punatu, ki so ga kupili leta 1955. Lani so ga preimenovali v letovišče primarija Kurta Kanclerja. V prihodnje bi radi prostore obnovili, da bi se otroci in drugi gostje v njih še bolje počutili. Po besedah sekretarja Metoda Dolinška želijo ponovno opozoriti na pomen teh letovanj, ki omogočajo vsem otrokom, ne le socialno ali zdravstveno šibkejšim, povsem drugačno izkušnjo, ki jo v današnjem času mnogi ne morejo več doživeti. Letovanje pomeni 10 dni svobodnega, varnega soočanja s samim seboj, pa hkrati pridobivanje izkušenj o skupinskem delu, o sodelovanju, solidarnosti, sočutnosti, samostojnosti in odgovornosti. 1955. leta so, lahko rečemo, vizionarji takrat sprejeli odločitev, da otroci z našega konca Slovenije, takrat je bila to Jugoslavija, potrebujejo posebno skrb, da so sredstva, ki so vložena za ta namen, dobro vložena sredstva. Zavedati se moramo, da to govorimo o Mariboru, ki je takrat bil še v precejšnji meri razrušeno mesto, vendar se je zbrala politična in gospodarska volja in sredstva, da je lahko takratni Rdeči križ v to šel. In po 70 letih danes gledamo, kako pomemben pravzaprav ta program je. Preko 120.000 otrok, v zadnjih letih nove skupine, starejši, osebe s posebnimi potrebami in razmišljamo o izzivih za naprej. Aktivnosti, ki jih načrtujejo za prihodnje jubilejno 70. leto, so usmerjene v prihodnost, saj želijo, da bi lahko izvajali programe še vsaj naslednjih 70 let. Objekt bo potrebno prilagoditi sodobnim potrebam in ga obnoviti, saj so nekateri deli stari več kot 100 let. Zadnja večja gradbena vlaganja so bila pred skoraj 50 leti, ko so sredstvi samoprispevka zgradili ta objekt. 70 let bomo namreč praznovali z pogledom ne nazaj, kajti tukaj so tisoči in tisoči ljudi, ki smo jim lahko hvaležni, da je program 70 let živel in preživel, ampak z pogledom naprej. In v luči tega smo tudi nagovorili našo ambasadorko, Ano Praznik, da se nam pridruži in da promovira to idejo
kako je nekdaj bilo mogoče združiti sredstva in kako je to nujno in potrebno tudi danes narediti, da se moramo družbeno odgovorno obnašati vsi v tej družbi, gospodarstvo, lokalna oblast, nacionalna oblast, nevladne organizacije in tudi vsi posamezniki. In pa z druge strani, da pripeljemo veselje med otroke, da pokažemo, čemu so programi pravzaprav namenjeni in da preko tega z veseljem gledamo naslednjih 70 let. Temeljna naloga pa bo izgradnja platforme za zagotavljanje potrebnih investicijskih sredstev. Pri tem se bodo obrnili na regijsko gospodarstvo, saj Rdeči križ nima svojih virov za tako intenzivna vlaganja, kajti po ocenah Dolinška bi potrebovali 1,8 milijona evrov. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Čebelarska zveza Slovenije je Ravne na Koroškem razglasila za čebelam najprijaznejšo občino v letu 2024. V ožjem izboru sta bila še Lendava in Šentjur. Mi smo v bistvu začetniki čebelarskega turizma v svetu in mi imamo tudi edinstvene pogoje za čebelarski turizem. Mi imamo čebelnjake, pa imamo panjske končnice, pa imamo bogato tradicijo in tega čebelarskega turizma, kot ga ima Slovenija, drugi ne morejo niti prekopirati. Je na dnevu čebelarskega turizma v Lendavi povedal predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč. Dodal je, da čebelarski turizem predstavlja tudi gospodarsko priložnost. Po njegovih besedah je prav Pomurje regija, ki je v zadnjih 18 letih najbolj napredovala na področju čebelarstva, predvsem gospodarskem vidiku te dejavnosti. Vse občine, ki se prijavijo, so čebelam zelo prijazne in tukaj odločajo nianse in letos je zbrana občina Ravne na Koroškem. Tudi tam so zelo, povezani s krajem, tudi njihovo gospodarstvo, pomaga čebelarjem, čebelarstvu. Je še povedal Noč. Lendava, ki je omenjeni naziv prejela lani, je letos osvojila drugo mesto. Župan Madžar je ob tem povedal, da je tudi drugo mesto med 13 prijavljenimi občinami zanje veliko priznanje. Kot je dodal, so v obmejni občini ponosni na izpeljane projekte, kot je hiška v obliki panja, ki so jo letos postavili v krajevni skupnosti Kapca. Na dnevu čebelarskega turizma so podelili tudi priznanja za izvirne stare čebelnjake, certifikat odličnosti ponudnikom čebelarskega turizma in predali prehodni prapor. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar. Radio Ognjišče v vašem kraju. Božični čas prinaša posebne trenutke, polne tradicije, umetnosti in topline. V tem duhu se v Vojniku ponovno pripravljajo na odprtje prireditev božične razstave jaslic, ki so letos še posebej bogate in raznolike. Več pa nam bo povedal naš sogovornik, gospod Beno Podrgajs, v imenu kulturnega društva Božični Vojnik. Ja, gospa Petra, tudi vam iskren pozdrav pa tudi poslušalcem Radia Ognjišče. Zelo lepo ste napovedali oziroma zajeli tisto bistvo božičnega Vojnika. Nekaj za dušo, nekaj tistega, kar nam včasih tudi zapišemo, svet ne more dati. Oziroma ves ta blišč, vse te trgovine, vsi ti dogodki so pri nas malce drugačni. Res so uglašeni na to noto jaslic, na dogodek, ki se je zgodil na Božič pred tolikimi leti v Betlehemu in res smo usmerjeni predvsem na to sporočilo, da bi ljudje užili malo miru in v jaslicah spoznali bistvo družine, bistvo slovenske tradicije in pa predvsem bistvo svete družine. In to je resnično poslanstvo božičnega Vojnika v pravem pomenu besede. Vidimo še nekaj podobnih razstav po Sloveniji, ki so uglašene na noto res jaslic, ampak tudi naše prireditve in vse drugo, kar je okrog tega, poskušamo uglasiti na noto Božiča. To soboto v tem popoldnevu boste začeli s prireditvami za različne generacije, za prijetno druženje, od koncertov do različne praznične gostinske ponudbe, vse ste zajeli.
Ja, smo poskušali resnično tako zajeti te prireditve in ponuditi s temi prireditvami vsakemu obiskovalcu ali domačemu ali tujemu roko na način, ki je njemu najbližji. To se pravi od otrok, odraslih, srednje generacije, zahtevnejše koncerte, žive jaslice, ki jih bo letos kar veliko, petje božičnih pesmi po ulicah, da obudimo nekaj starih običajev. Res se poskušamo približati s prireditvami, ki pa jih boste tako nam vi pomagali objavljati, za kar se vam že naprej zahvaljujem. Ja, tehnologija nam omogoča marsikaj, pa tudi vam, ki ste razvili posebno aplikacijo Božični vojnik, zato da lahko vsak spremlja in si pogleda program. Drži, to je ena stvar, tudi med jaslicami, ko ljudje jih obiskujejo, ogledujejo, je tudi posebna aplikacija, ki govori o posameznih točkah, o posameznih posebnih jaslicah, posebnih načinih izdelave, ki predstavlja tudi sam Božični vojnik. To je ena stvar, kar se tiče digitalnih stvari. Tretja zadeva pa je novost, ki je tudi letos, lansko leto smo začeli, letos pa jih še dodajamo, in sicer govorimo o hologramskih jaslicah, ki se bodo nahajale v domu svetega Jerneja, kjer je tudi sicer več kot 150 notranjih jaslic. Vsega skupaj pa imamo letos okrog 300 jaslic, se pravi razlika okrog 150 pa je zunaj. Ob vsem tem, gospod Podrgajs, ni več kaj dodati, razen to, da še enkrat lahko ponovimo, da si lahko ogledate te izjemne jaslice in izjemne prireditve v Vojniku od 14. decembra do 6. januarja. Želimo vam, da vam dogajanje uspe, gospod Podrgajs, in hvala za ta pogovor. Ja, hvala tudi vam za to možnost javljanja. Vse kar dobro ali odlično sodelujemo z vašim radijem. Naj bo ta Božični vojnik resnično pravo sporočilo za te praznične dni. Ljudje nam zapišejo v knjigo vtisov, da se dobro počutijo, da se lepo sprehajajo v miru, da uživajo ob tolikih različnih oblikah in postavitvah svete družine. Tako da verjamem, da bo vsakemu obiskovalcu šlo tudi do duše, kot ste malo prej omenili. Pogovor sem posnela Petra Stopar. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.